Tole potovanje bo pa čista improvizacija. Še 2 dni nazaj smo mislili potovati v Toskano, pojavil se je dež, Toskana dobesedno padla v vodo. Ne bilo treba najti adekvatno zamenjavo in zdaj potujemo na Sardinijo. Hajo na tem potovanju nismo sama, z nami sta tudi Anže in Ana Marija. Plan je sledeč, da najamemo avto za 5 dni in z njim prepotujemo celoten otok. Za 7,5 € na osebo nas je Ryanair pripeljal iz Benetk do Cagliarija, kjer smo začeli 5-dnevno avanturo po tem italijanskem otoku. Medtem, ko smo sopotniki s težavo zadrževali hrano v naših želodcih, je naš reli voznik Anže kot za šalo premagoval ovinke in v povprečju na dan prevozil 300 km cest in stran poti. Ustavili smo se na številnih plažah, se spoznavali z ostanki nuraške kulture, lovili divje konje in robutali limone. Nekaj osnovnih podatkov o Sardiniji, to je drugi največji otok v Sredozemskem morju, po velikosti celo nekoliko večji od Slovenije. Na njej živi 1.600.000 ljudi in ima 1800 km obale. Najlepše plaže smo našli na območju imenovanem Costa Smeralda, kjer turkizna barva morja spominja na Maldive. V poletnih mesecih se tukaj najraje zadržujejo tisti z nekoliko debelejšo denarnico, zato je ta del Sardinije znan kot igrišče bogatašev. V mestu Porto Cervo smo našli le nekaj zasidranih jaht, pozornost pa nam je pritegnila cerkev na vrhu hriba. Vsi tisti, ki ste že kdaj obiskali Barcelono, vas bo izgled cerkve Stella Maris spomnil na dela arhitekta Gaudija. Blagi hibrid korejskega proizvajalca vozil je bil na tem potovanju večkrat na preizkušnji. 3-valni 1.0 turbo motor nas je pripeljal tudi do ene izmed najvišjih sipin v Evropi. 60-metrske sipine Pišines najdemo na Costa Verde, ki se nahaja na zahodni obali Sardinije. Otok je bil poseljen pred več od 10.000 leti, največji pečat pa je tudi pustila tako imenovana nojaška civilizacija in za sabo pustila izjemno bogato kulturno dediščino. Najbolj znani zgodovinski predmeti na otoku so skrivnostni spomeniki in uradi, ki segajo v leto 1500 pred našim štetjem. Gre za kamnite obrambne stolpe, stožčaste oblike, na katere naletimo po celotnem otoku. Sledil je ogled mesta Taros, ki so ga postavili Feničani okoli leta 1000 pred našim štetjem. Ob celotni obali Sardinije pa lahko najdemo tudi zelo dobro ohranjene obrambne stolpe, ki so jih v 15. stoletju postavili Španci, ki so osvojili otok. Ogledali smo si morsko pristanišče v Iglesiasu, Porto Flavia. Sistem predorov in skladišč je bil ustvarjen za hitro nalaganje rude. Na tem mestu smo imeli tudi slikovit pogled na impozantno 133 metrov visoko opnenčasto pečino Pan di Zucchero. Edinstvena narava otoka je dovolila predvsem razvoj elitnega turizma. Posledično si je opomogla tudi živinoreja, v kateri so bogati obiskovalci videli povratek v naravo. Danes redijo predvsem konje in drobnico ter z njo povezano proizvodnjo sirov, ki smo jih v sklopu bed and breakfast nočitev degustirali tudi sami. Kmetijstvo sloni tudi na gojenju citrusov in oljk. Na naši poti smo naleteli na ogromne jate flamingov, ki so v lagunah nabirali pink barvo. Poseben čar našemu potovanju pa je dal obisk naravnega rezervata Gasturi, kjer smo naleteli na črede divjih konjev. Moč narave smo občutili v bližini Neptunove jame, kjer so sunki vetra presegali 100 km/h in je bila zaradi tega ta naravna znamenitost zaprta. Ogledali smo si različne kamnite tvorbe, ena od teh je bila Slonova skala. Na našem 5-dnevnem raziskovanju otoka smo imeli čas tudi za degustiranje tipičnih italijanskih jedi, kjer brez pice in testenin ni šlo. Za nočitve smo v povprečju namenili okoli 80 € na apartma, cene goriva pa so se gibale okoli 1,8 € za liter bencina. Celotno potovanje nas je prišlo 270 € na osebo, kar zagotovo ne bi bilo možno doseči v višku sezone. Če boste tudi vi planirali obisk otoka, vam priporočamo, da si zanj vzamete vsaj 10 dni in se pripravite na divjo vožnjo po sardinskih cestah. Do naslednjič vas lepo pozdravljamo. A te snemam? A te snemam, kad te bo pregleduje? Snemam. Ja? Čakaj, bom tako, da se ne videl. Ne, te se tako bo.
Aha, ček, ok. Svetišče v Tarjasu je staro več od 2500 let in postavili so ga Feničani. Pa da vidimo, kdo je boljši. Žiga, kje si? Pametnejši vedno neha. Čakajte, umakam se. Daj!